Otroci in zasloni. Pred nami je zelo zanimiva oddaja s perečo temo. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli v novi oddaji Reflektor. Danes z nami v studiu Benjamin Lesjak, strokovnjak za varstvo osebnih podatkov in svetovalec ter predavatelj pri Centru za varnejši internet safe.si. Benjamin, hvala, da ste prišli v naš studio. Mi smo za potrebe te oddaje šli tudi malo na ulico snemati mimoidoče, pa tudi njih vprašati, kakšno je njihovo mnenje o otrocih in zaslonih, pa bo zato, da se zaženeva za prvo vprašanje, najprej pogledala en posnetek. Pa pomislim, kako sem jaz odraščal, ne. Sem pa vedno zjutraj živžav, pržgal, ne. To je bilo, preden so starši ostali, gledal televizijo 2 uri, ne. Ko so se zbudili, ne pojedo zajtrka, pa pa šel ven, ne. Pa sem bil res odzun cel dan, ne, ampak pa zvečer spet, pa sem malo risanke pogledal, pa je to bilo to, ne. Tudi v njunih letih, ne. Pol tudi izhajam iz tega, da jaz, ko sem bila manjša, sem tudi gledala recimo televizijo, nisem bila zdaj odvisna od nje, ampak tudi do določene mere sem jo seveda gledala, pa sem čisto v redu, bi res temu rekla. Torej ta vidik, tudi mi, ko smo bili otroci, smo malo gledali televizijo, pa smo kdaj malo živžav, pa malo risanke. A je, Benjamin, gledanje televizije tudi za naše otroke, je to dejansko primerljivo recimo z nekimi zasloni, kot je pametni telefon, kot je tablica, kot je računalnik? Zakaj ja, zakaj ne? Ja, moram priznati, da tudi kot ta sogovornik iz posnetka sem že od 6. ponavadi zjutraj čakal, da se je začel živžav. Moram reči, da sem prav skupaj z živžavom tudi rastel. Dejansko mislim, da je pred kratkim praznoval ravno 40 let in dejansko celotno moje otroštvo je živžav bil z mano. Ja, primerjava tega dvojega, se pravi tičanje pred televizorjem in tičanje pred nekim pametnim telefonom je, si upam reči, je kar velika razlika. Zakaj? Zaradi tega, ker pred televizorjem kot prvo imaš ves čas nekoga v ozadju, se pravi, ko gledamo neko uredniško oblikovano vsebino oziroma izbrano vsebino, recimo Slovenija 1, kjer potekajo te risanke živžav, tam je ena odgovorna urednica, ki se odloči, to je kvalitetno, to je kakovostno, to je dobro, tega ne bomo dali in je neka vsebina, ki je vnaprej ustrezno izbrana, primerna, recimo za otroke, če greste pogledati živžav od začetka malo mlajši otroci, potem malo starejši, potem neke mladinske oddaje, nek tak potek živžava. Zdaj pri pametnem telefonu, tam ko recimo otroci vklopijo, recimo YouTube, kako bo starš vedel, kaj bo naslednji posnetek, ko ga bo otrok izbral, oziroma ko ga bo ta praviloma, starši ne bodo šli izklopiti tistega, naj se samodejno predvaja naslednji posnetek, ampak to imajo kar vsi nastavljeno, da ves čas posnetki en za drugim, za tretjim, za četrtim, nekateri posnetki so po ure dolgi, vse te migetajoče, dobesedno brezvezne risanke, ki samo pehajo pravzaprav otroka v to, da mu je zanimivo, da je bliskitajoče in da ga pritegne, ker barve pač pritegnejo otroka. Tako da tukaj bi si upal trditi, da ni neke primerjave in da bom kar rekel, škoda, ki jo lahko povzroči nek tak YouTube posnetek, ki pravzaprav ne spada oziroma ki ga otrok še ne bi smel videti, lahko kar veliko gorja narediti. Jaz se konkretno spomnim, z mojim sinom smo pred davnim leti, ko je bil res še čist mičken, po mojem, 3 leta star recimo, pa sem šel, smo probali na YouTubeu pogledati, pa je videl neko tako avtomobilčke, on je bil zelo nor na te avtomobilčke in so se avtomobilčki vozili sem in tja in seveda smo gledali nek tak video in v nekem trenutku je iznenada priletela neka zelena pošast in začela udrihati po teh teh avtomobilčkih in ta mali se prestrašil. 3 dni. Ata, kaj je delala tista zelena pošast? In 3 dni sem bil terapevt, sem razlagal, ja, veš, to je pa, če nekdo je naredil tako, ker on ni bil navajen tega, ker mi enako kot jaz, pač iz svojega otroštva, smo tudi pač živžav. Smo čakali zjutraj, da se je živžav začel in potem smo pogledali živžav. Tako da ne, ni primerjave. Jaz mislim, da čas, ki ga otrok preživi pred tisto old-fashioned TV, se pravi staro, klasično televizijo, kjer pogledaš ob 8. zjutraj, ne vem, da se začnejo ti otroške oddaje, otroški program, pa potem naprej, je čisto drugače, kot pa če ti kadar hočeš, kadar želiš, kolikor želiš, lahko gledaš v neomejenih količinah. Ni začetka, ni konca, tam je brezmejno.
pri živžavu pa veš, to je začetek, to je konec. In potem malo razočaran, ampak greš naprej, greš delati neke druge stvari. Marsikdaj se starši zatekajo, tudi stari starši, pač nekdo, ki ima otroka, recimo nek par ur čez k temu, da je to malo neka taka varuška v narekovajih. Se pravi, zdaj pa rabimo mir, recimo, ne vem, smo v restavraciji pri kosilu, rabimo mir, bomo dali otroke malo na zaslone, zato da ne bo jih po mizah skakali pa motili ostalih gostov. Čakamo v čakalnici pri zdravniku, dajmo ga malo na risanke ali pa malo TikTok pokazati, zato da ne bo cel halo. Ne vem, se pravi, babice, detki, ja, naporno je biti z vnučki celo popoldne, sploh če jih je več, so živahni, dajmo jim malo tisto pokazati, enemu tablico, enemu telefonček, da se malo zamotijo. Ali je ustrezno, da imamo v bistvu pametne naprave za neke vrste varuško? Ja, mislim, če boste vprašali babico, detka, to je super. Mislim, no, ali pa recimo, ko imaš razigrane otroke, pa želiš imeti mir v restavraciji, pa da tudi drugi gosti ne bodo gledali, to bo top, ne, top izbira. Se bojo vsi tam prikovani. Ne, ni dobra izbira, ne, toplo svetujem. Kot prvo, že po teh smernicah, ki so jih pediatri predlagali, tam nekje do 6. leta samostojna uporaba nekih zaslonov, se toplo odsvetuje. Od 0 do 3, pravzaprav nič minut na dan. Tam od 3. leta naprej se priporoča uvajati počasi, ampak vedno skupaj s staršem. Se pravi, ti greš skuhati kosilo, otroku daš, ne vem, YouTube ali kaj, ne vem, YouTube Kids, in imaš mir in seveda on bo tam gledal. Ne, jaz bi to odsvetoval, ker mogoče z tega vidika pri hrani. Mi imamo recimo eno tako čisto osnovno pravilo doma v familiji, na mizi telefona ni. Jedilna miza brez telefona, ne? To je čisto osnovno in tako se rešimo teh problemov, kako in kdaj telefon uporabljati. Na jedilni mizi ni in tudi, ko gremo v restauracijo, tam toplo odsvetujem. Ker kaj je tule problem? Problem je, da otrok potem ne je samo hrane, ne zadovoljuje samo tistih potreb, ko on napolni svoj trebušček, ampak on z slikami, risankami in karkoli pač gleda, on potem tudi ta druge hormone sreče, on je vesel, ker se tam nekaj dogaja, ga pritegne in on potem, sicer nisem nevrolog oziroma strokovnjak za kaj se dogaja tudi zgoraj, ampak on nahrani še to, kar je v glavi. Ne samo trebuščka, ampak še tiste druge preko oči. In seveda vsakokrat, ko bo jedel, bo moral gledati. In vsakokrat, ko bo gledal, bo moral tudi jesti. Imate potem dvojni efekt. Vedno bo mogel to dvoje, bo vedno skupaj paslo, ker se bo naučil, ker bo vedno to eno in isto delo. In tako da to bi toplo svetoval. Hranjenje, telefoni, daleč narazen. Ko se je, se je. Ko se ukvarjamo s telefoni, oziroma ko gledamo zaslone, se ukvarjamo z zasloni. Tega ne. Seveda je pa zelo težko, kdaj, ko moraš res nekaj nujnega narediti, da daš otrokom. Ampak v takem primeru bi jaz skoraj bolj priporočal, ne vem, da izberete moče neke izbrane vsebine, recimo, da imate kak film, ki ste ga prej preverili, a je vse ok z njim, da ne bo otrok odtaval na YouTubeu nekam. Recimo, ena mamica mi je enkrat rekla, veš, sin me je vprašal, da je hotel pogledati lisičko, kako izgleda lisička in je na YouTubeu pisala Foxy. In kakšne lisičke so ven preletele, si lahko mislite, in so bile pač lisičke, a ne take. In ni bilo primerno in je mogla takoj začeti razlagati, kako in kaj. Toda, če že želite zamotiti otroke in uporabiti neke pametne naprave oziroma zaslone za nek kratek čas, če že to naredite, dajte to narediti z nekimi izbranimi vsebinami. Še boljš pa jim dati knjigo. Seveda jih že od malega ven naučiti, naj listajo knjige, ne se s tem raje zamotijo, ker z ekranom jih tako dobite knjige, to se morate pa malo potruditi. Pa marsikakšna restauracija recimo tudi že prinese pogrinjek tak, da je mišljen, da je kaj za pobarvati, barvice zraven, to se mi zdi genialna rešitev recimo za mlajše otroke, a ne? A pa kotiček recimo, kotiček recimo, da gre v igralnice. Ja, tako malo kock, avto in tako, ja. Otroci so, bi rekla, se mi zdi kar malo pod pritiskom tudi sovrstnikov, torej konkretno moji 3 otroci, še vedno vsi 3 brez pametnega telefona, ker smo starša bolj očitno stroge sorte, ampak ne, sošolke imajo pa vsi pametni telefon in ta meja se zelo znižuje, ne, recimo že bi rekla tam 5. razred so imeli pri ta srednji hčerki lansko leto že vsi razen nje pametni telefon.
kaj v bistvu reči otroku, oziroma kakšno pozicijo imeti? To se mi zdi prav moralno vprašanje za starše, se moramo s tem pravzaprav soočiti, pa nekako si razdelati svoje mnenje, ne? Ja, to je izreden pritisk, doživljamo starši, kar se tega tiče. Eno je seveda ta peer pressure, angleško rečeno, se pravi medvrstniški pritisk, jaz imam, ti nimaš, in potem ga daje nekam na stran drugorazredni učenec oziroma sošolec, ali ne more si privoščiti. To je en ta vidik, drug vidik je pa ponudniki telefonov, naši operaterji, mislim, vsej opravljajo super nalogo, da smo vsi povezani, da vse štima, ampak če greste, mislim, jaz malo tek z enim očesom spremljam te reklame, ki jih ponujajo, mislim, vsake te marketinški te akcije, ki jo imajo, vedno je vsaj en ali dva oglasa, da so vključeni tudi otroci, happy family, srečna družina, lete vsi imajo telefone, si štrcka, si to dela. Z dveh polov smo seveda starši, vršijo ta pritisk na nas. Kdaj? A smo slabi starši, če otrokom ne pustimo pametnih naprav? Ne. Jaz, recimo, že od nekje leta 2010 se ukvarjam s tem pri Centru za varnejši internet, takrat smo prva ta predavanja. In takrat smo opažali, mislim, koliko se tako bežno spomnim, recimo tam v 5., 6., mogoče 7. razredu smo rekli, ja, takrat se prvič pojavi otrok, da ima telefon. Se pravi, tam začetek 3. triade. Zdaj je to že nekaj normalnega, da ima kdo tudi na začetku 1. triade, 1., 2. razred, da imajo iPhone, ne vem, X15, a ne vem, te številke zdaj. Ta resen telefon tam za 1000 evrov. Že poznam konkretno, mislim, res vem, da ima tak telefon, sicer koliko ga uporablja je drugo, ampak kaj za tule narediti, kdaj je najbolj primeren čas? Pri Safety, če greste tudi na spletno stran pogledati vse te naše nasvete za starše, kdaj recimo prvi telefon kupiti. Kot prvo, ne kupiti telefona otroku in mu ga podariti, da je to njegova naprava. To je tak prvi, tak osnovni napotek. Se pravi, ti dobiš telefon v uporabo, ti si neke vrste najemnik in s tabo bomo sklenili tako imenovano najemno pogodbo. Saj veste, če ste najemnik v nekem stanovanju in če ga narobe uporabljate, boste odleteli ven. In isto otrok. Zdaj, če ne boš uporabljal telefona v skladu z temi našimi pravili, ne bo šlo. Zato je s temi pravili, to je mišljeno predvsem tam, recimo 2. triada, kjer, če lahko rečemo, ko je otrok birmi, pa potem dobi telefon. Jaz bi bolj priporočil bicikl, ampak okej. Recimo tam pri birmi. Jaz nisem se še odločil sam, imam zdaj 8-letnika in tako ga, recimo, da ga počasi uvajam. Jaz pred kratkim sem zamenjal telefon in moj stari telefon, ker še pač relativno dela, kaj sem naredil, tovarniško vse sem zbrisal, vse karkoli je bilo. Se pravi, tovarniško sem nastavil telefon, lej, dragi sin, tule imaš telefon, kaj pa zdaj to? Kot je bil prva barijera, bil jezik. Kaj to pomeni? Ja, ne vem, poglej si, nauči se uporabljati. Se pravi, da sem ga dobesedno vrgel v vodo in mora začeti plavati. Zdaj, če bo želel karkoli delati s tem telefonom, si bo mogel pač preizkušati delati. So da itak brez SIM kartice, da ne more koga poklicati. Zdaj potem smo skupaj počasi neki elektronski naslov. Se pravi, počasi, korak za korakom. Ampak to ni njegov telefon v smislu telefona, kot ga imamo mi vsi, odrasli. Pa mogoče nekateri otroci, tam 2., 3. triada, bolj, ko so ves čas pravzaprav na telefonu. To je bolj v smislu tako, da počasi ga uvajam. Se pravi, ta pressure, kot ste rekli, ta pritisk, a smo zdaj slabi starši? Jaz mislim, da nismo slabi starši. Če recimo starš... To pa v manjšini, ne? Ja, to je res, ja. Jaz sem že večkrat razmišljal, da bi na kakih teh, kar so govorili, oziroma razredne ure, ki jih imamo, bi recimo, bom mogoče celo zdaj sprobal, ko ponavadi vedno grem v ta svet staršev, pa mi je fajn tam biti, ker imaš potem možnost kaj povedati. Bom kar vprašal starše, a ste za to, da bi mogoče malo omejili to možnost, da recimo naši otroci našega razreda v naši šoli, da mogoče ne bi prinašali telefonov v šolo. In da bi pomagali drug drugemu, recimo vi, ki pač hočete takoj dati telefon, proti tistim, ki pa ne bi hoteli dati telefona našim otrokom, ker pač bi radi še nekoliko obvarovali predvsem tem, da bi se dogovorili, da pač v šoli mogoče ne.
Ne bom mogoče poskušal z eno tako akcijo, bom videl, kako bom uspel. Vse glede tega so tudi šole precej različne. Recimo, vem, da določene šole omejijo in prepovejo telefon in v šoli in na vseh ekskurzijah in dejansko otrokom tudi poberejo. Ob tem obvestijo starše in otrokom poberejo telefone, če se ne držijo. Ene šole zelo pustijo, konkretno na naši šoli je celo tako, da starejši učenci, ko grejo na ekskurzijo, je učiteljica rekla, ja, se bodo poslikali, pa bodo to pol vključili v poročilo, in potem spet jaz sem dobila slabo vest, ker moj otrok pa nima pametnega telefona, ne bo mogel dobrih slik narediti za poročilo. Se mi zdi, da tudi šole tukaj včasih tudi določen pritisk izvajajo, oziroma da nam ne prihajajo vedno naproti v tem smislu, če želimo stvari majčkeno bremzati, da le ne bi bilo tega preveč. Ja, to je vsaka šola avtonomna, to se lahko odloči, kako bo z nekim aktom v hišnem redu oziroma nekim pravilnikom, kako bo to določila. In mi smo pred kratkim delali eno tako raziskavo na Centru za varnejši internet, smo hoteli malo primerjati te šole in to je pisano gost. Od tega nekaterih morajo pustiti v tistih v maricah, nekaterih lahko imajo v torbi, nekaterih lahko imajo v žepu, nekateri lahko celo kličejo, nekateri v odmoru, ja, drugi tak, mislim, pisan gost, res. Jaz bi tule rekel, ne rabite. Ko pa otroci prijajo iz šole, so pa itak vsi takoj na zaslončkih. Ja. Jaz bi tule rekel, ne. Mislim, tudi mene tam na naši šoli, kamor hodi moj sin, videvam tam drugotriadnike, pa tudi sami povejo, ja, drugotriadniki tisto non-stop. Tam so bili na neki taki klopci, tam in non-stop štrckaj, non-stop so. Eden ima telefon v 10, vse je fajn socializacija, pa so drug z drugim, ampak zdaj, če je to neka ustvarjanje nekih novih vsebin, se pravi, da to, ne vem, da bodo zmontirali nek nov video, da naredijo nekaj pametnega, super, mislim, za kreativnost, za delanje nekaj novega. To, da si pa ti non-stop na TikToku gledaš tiste inserte in se samo filaš sebe z temi cukri in dopamin to dela v glavi in potem daš stran, pa pogledaš, pa čudovit dan, super zahod, tam lesketajoče nebo, ne vem, rdeči listi, ne vem, ful lepa jesen. Vse bedno, ne? Ja, ker ni tak dražljaj, ne? Ni tako močen dražljaj kot na ekranu. In če lahko potem moče še naprej, potem otrok, se pravi, že v rosni mladosti dobiva te ful močne impulze. In potem seveda, ko rasteš, rabiš malo močnejši impuls in spet močnejši impuls. In potem, recimo, še vključijo igrice, recimo pri 14-15 letih igrajo igrice, ki so za 18, ali pa pri 12 igrajo igrice, ono najhujše, najbolj oštre, nekim streljačine in take. In kaj bo potem igrali, ko bodo 18? Kaj jih bo premaknilo? To je tisto, sicer nisem strokovnjak na tem področju, ampak poslušam veliko debat pa drugih strokovnjakov, ki se o tem pač razlagajo. Ja, ne vem, bom pač črtico, ne? Ali pa ne vem, kaj bom. Iz te nekemične odvisnosti moram priti v nekaj bolj močnega, v neko kemično odvisnost. Torej, da me potem res premakne. Da se me dotakne neka stvar, drugače brez veze, drugače bedno. Mehanizmi, ki se sproščajo v možganih, mislim, da so pravzaprav popolnoma enaki tukaj, neodvisno od substance, je ta ekranček ali pa. To je tako, mislim, če greste gledati te študije. Jaz sem ene par knjig, recimo Glow Kids, ena taka knjiga, sem pred kratkim, oziroma kako leto nazaj sem jo prebral. Glow Kids v smislu žareči otroci. In sicer zakaj? Če boste pogledali enega otroka ob 3 zjutraj, ko zre v telefon v svoji postelji, on kar žari. Ampak ne od svetosti, ampak od telefona. Glow Kids. Ampak problem je, da bojo njegovi možgani tudi začeli počasi žareti, ker se vzpostavijo tako imenovane avtoceste, ko je non-stop priklopljen na ta dopamin. Res nisem strokovnjak, ampak koliko berem, to strašljivo, da ne omenjam vse te povezave z, ne vem, psihozami oziroma temi vsemi problemi, motnje v koncentraciji in tako naprej. Sploh ne bom šel v to, ker nisem strokovnjak, ampak ko berem to, pa se kar zdrzne. Zdaj si bo pogledala midva drugi insert, ki smo ga posneli na ljubljanskih ulicah. Ja, jaz se strinjam s tem, pač ta socialna komunikacija. Mislim, če primerjamo že z nami, ko smo bili mogoče mlajši, smo veliko več hodili ven, pa se odzunili družili. Zdaj se mi pa zdi, da sploh po tej korona krizi se je vse prestavilo na splet. Posledično tudi recimo šolanje, mislim, veliko je zdaj tudi prek spleta in če tudi s tem pač otroci neke te veščine pridobivajo, so tiste osnovne, no
še vedno se meni zdijo bolj pomembne in se mi zdi, da je preveč tega interneta in vseh teh socialnih omrežij. Ampak po drugi strani so pa tudi mogoče pozitivne stvari, se pravi teh medijev, da se kaj naučijo. Mogoče obstajajo tudi kakšne oddaje, kjer se učijo tujih jezikov, če gledajo risanke v angleščini, v italijanščini. Mogoče, če si probate predstaviti čez par let, ko boste že tudi punci v šoli, pa če bi bili te pritiski, recimo vsi sošolci imajo, jaz bi tudi. Ja, ne, jaz kako mislite, da bi ravnal? Ne, one dve boste dobile, ker meni se še zmeraj zdi, da ta računalniška pismenost mora biti. Ja. To je del sveta danes, ne. Tako da sigurno boste imeli, ampak na srečo imam toliko znanja pa okoli tega, da jim bom probal toliko omejiti nekako, da ne boste izpostavljeni vsemu. No. To je nekako moja skrb. No. Dejva, Benjamin, povedati, torej naši sogovorniki so izpostavili tudi določene pozitivne vidike tega, kaj lahko otroci pa dobrega dobijo in na kakšen način bi jih mogli mi voditi, da bi bolj te pozitivne stvari prišle do izraza. Ja, vse je res, kar so razlagali. Ne? Še posebej v času korone se je izkazalo, da tisti otroci, recimo, ki so bili malo bolj vešči, so veliko lažje shajali. Tudi ta komponenta, koliko nekatere družine imajo ali pa nimajo nekih možnosti, recimo nabaviti računalnik, nabaviti telefon. Kaj zdaj tule, kako pretehtati, kar je tisto pozitivno in kar je, recimo, če lahko rečem, negativno. Ne? Starš, ki bo dal otroku telefon in bo mislil, da zdaj bo pa moj otrok postal genij, to ne bo. S tem, ko si ti kupil telefon za Jurija ali pa računalnik mu dal v otroško sobo, to nisi naredil nič. Nič. Res me zanima, če kateri od staršev, recimo, da je kupil kolo svojemu, recimo 3-4-letniku, tule imaš kolo, pa ga je gledal. Oziroma niti gledal ni, pa ga pustil, tu imaš kolo, daj, naredi, kar češ. Vsi starši mislijo, da otroci, s tem, ko mu daš telefon, oni, to so mladi, oni kar znajo s tem delati. Ne, ni tako. Tako bicikl, ga moraš naučiti voziti bicikl. Jaz sem moja 3-letna punca, zdaj malo me še križ boli od tega, ker sem pač bil ulica grdo, sklonjeni ne tišavijo, dokler ni zdaj speljal. Zdaj se super vozimo, ampak je pa bil kakšne 2-3 tedne, je bil boleč hrbet. Zdaj pri telefonu je pa še huje, ker to je pa konstantno, ker to je povezano in z bralnostjo, se pravi pismenostjo. Se pravi, otrok mora pač znati brati, da mu lahko daš telefon. Eni starši so tako vzhičeni, ko lej, po YouTubeu znati, že ve, kam mora pritisniti, lej, kak fajn. Lepo te prosim, tako da bi žlico vzel, da se veš, da žlico boš pač jedel, ker je polna. In ne, to ne gre tako, Ti moraš otroka lepo počasi uvajati in če ga počasi uvajaš v to, z primernimi vsebinami, jezikovna bariera, tudi ker večina vsebin je v angleščini, mislim, sej obstajajo tudi slovenski, ampak recimo nekateri produkti so zgolj v angleščini in v takem vse otroci pridobijo, ampak samostojno tega ne bodo pridobili. In najbolj pomembno je pa to vprašanje tudi, kdaj, v katerem časovnem obdobju, recimo tam predšolska vzgoja oziroma predšolo, tam kvečemo, recimo jaz pri moji najmlajši nje pravzaprav niti še ne zanima, ampak ona pri starejšem, ona ves čas gleda, kaj ta starejši neki štrcka, neki male take igrice, vnaprej so da izbrane, ko mora nekaj zgraditi ponavadi, gledati mu čez ramo. Ali pa jaz bolj, oziroma mi pri naši družini bolj uporabljamo in televizor in te ekrane, bolj za gledanje recimo nekih izbranih vsebin. In nikoli potem se ne gremo tega tako imenega binge watchinga, pa vse poskušamo, in potem, ko je konec risanke, še, okej, kaj smo pogledali? Pa ne, spet moramo razlagati. Da povem, da ne samo dobivaš, ampak tudi daš ven, se pravi, da je vedno dvosmerno, da uporabiš to kot nek pedagoški pripomoček neke vrste. To bi bolj priporočil. Zdaj, če starši mislijo, da jaz pa mojemu otroku, ko je že v 5., 6. razredu, že pa še nima svojega telefona, prikrajšal ga bom, da bi on postal naslednji Steve Jobs, ali pa Bill Gates, ali pa ne vem, kaj so vsi ti velikani, ki so si izmislili te ogromne. On ne bo mogel postati zaradi tega, ker mu nisem dal tega telefona. Daj ti povedati, kdaj sta ona dva začela uporabljati. Pa vsi, mislim, ne. Otroci ne programirajo. Recimo z mojim sinom, ki je 8 let star, jaz njemu tudi recimo dam kak tak program za
delanje glasbe, potem on se malo igra, potem vklaplja neke knofe in potem neki prileti ven. Zdaj, nekaj časa nazaj, recimo, ker ima zelo omejen nabor vsebin tistih kvadratkov, recimo posname kaj, pa potem poskuša dati 2-3 posnetke skupaj. Tak je, tukaj se lahko otroci dobijo tisti plus. Vsekakor pa toplo odsvetujem prijavljanje otrok na razne TikToke, Instagrame. Zdaj govorim jaz tam prva triada, recimo, druga triada je potem že malo drugače. Se pravi, ne prijavljati otrok v te neke družabne omrežja, ker tiste družabna omrežja dobesedno pehajo in se borijo za otrokovo pozornost, kot tudi našo starševsko pozornost, ampak kakor v tem malo kasneje. In če se bo otrok že zdaj v prvi, drugi triadi navadil na to, da bo on TikTok non-stop in tiste kratke cukre ves čas dobil, to ste ga zgubili. To ni šans, da boste nazaj zapeljali. Se marsikakšna od teh aplikacij oziroma omrežij, mislim, da ima tudi starostno omejitev, mislim, da je, ne vem, 12-13 let, ne? Pravzaprav otrok si tudi sam ne sme, ne, ustvariti svojega profila, oziroma če si ga na nek način krši ta pravila, ki so vzpostavljena tudi strani aplikacije. Zdaj, kaj pa, če si otroci vseeno profile naredijo, pa si jih v bistvu še ne bi smeli, ker niti niso toliko stari? Ja, če nimajo telefona, ga ne morejo, ne? Ja, ok, malo šalo na stran. Ampak, ok, recimo damo otroku, otrok je scenarij, daš otroku, recimo moj sin, recimo, dam jaz telefon in on naredi, požene TikTok. Seveda prva stvar, ki bo, meni bo telefon zazvonil, pa bo rekel, ker mora mene vprašati, če dopustim mu naložiti TikTok. Seveda jaz bom rekel ne. Bo hiter konc zgodbe. Bo hiter konc zgodbe, ja. Ko bo, recimo, moram še to povedati, vsi ti filtri in vse te aplikacije za nadzor, recimo, jaz sem ker uporabljam Apple-ove produkte, sem si nastavil, da je moj sin je znotraj mojega, ta family, ali kako se reče. Google ima podobno neki family link na Androidih, omogoča neke vrste nadzor, ampak staršem treba povedati, da to niso vseobsegajoče in super sposobne aplikacije, otrok še vedno lahko nas okrog, ja, točno to, pride mimogrede. Ampak hočem reči, recimo jaz za mojega sem si tako nastavil, da ko on recimo bi si želel TikTok, bi rekel ne. Recimo, če si ga bi uspel naložiti na nek telefon, ki ga ima, potem bi se res moral zlagati. Ampak tule bi pa jaz od nadzora v prvi triadi najstarši počasi prehajajo k zaupanju. Se pravi, da se ti od začetka nadzoruješ, gledaš, ga spremljaš, rečeš, a pa se pogovarjaš, pridi k meni, vprašaj me, katero aplikacijo, zakaj boš to imel. Ja, prijatelj, ok, nekaj boljšega si izmisli. Vsi že imajo to. Mislim, če bo on skočil dol s češnje, boš tudi ti skočil za njima, kaj? Ne boš, ker veš, da to ni ok. Neki bolj pameten razlog si naj poišči, zakaj bi ti imel TikTok? Ja, da bi gledal video. Aha, videe bi gledal. Kakšne videe bi gledal? Lahko pogledamo dokumentarc tam na Sloveniji, recimo. Pač to so moji odgovori, ki jih imam za njega. Se pravi, ukvarjati se morate starši s tem. Ni druge. Se pravi, če pa uspe on namestiti, pa tudi on se zlaže potem, da je starejši, mislim, da imajo 13 let, to je ameriška zakonodaja in tam imajo neki omejitve, te od 13 let naprej lahko uporabljajo samostojno. Pri nas bi rekli nekje tam pri 15 letih uradno, ker takrat otrok postane delno poslovno sposobni in lahko se že odloča, sprejema razne, sklepa pogodbe in tako naprej. To je neke vrste pravzaprav pogodba, ko se ti namestiš. No in če bi se on namestil, bi pa jaz priporočil staršem, da naj se recimo določijo petek, popoldan, zvečer ali pa en dan v tednu ali pa mogoče soboto. Dajmo si naše telefone na mizo, pa dajmo se pogovarjati, kaj imaš ti za ene aplikacije, zakaj uporabljaš, ali pa dajmo mogoče primerjati, koliko časa je bil kdo na telefonu. Recimo ta super, mislim, da je na Apple-ovih računalnikih, mislim, da je screen time, ko ti pove... Ravno to sem hotela vprašati, ja, če priporočate, se pravi to, da se da naštimati omejitev otroku, se pravi koliko časa na dan lahko on gleda in potem mislim, da se zadeva preprosto zatemni, ali kako je narejeno. Ne more več, mora vprašati starša. Starš je proti. Lahko še, zakuril si na napačnem, kaj si tam delal, zakaj si tisto igro se igral, če pa hočeš za nekaj pametnega. Ja, ne gre. Mislim, da se to naredi, ampak je treba bolj prehajati iz tega. A je to pomagalo, no? Ali je... Neke vrste. V tistih
bom rekel, pri brezupnih situacijah, tam moraš vrezati. Tam, recimo, imamo 1 uro, konec. Včasih je boljše iti na ta ošter način, a ne, pač le 1 uro prinesi, damo stran. Seveda tudi odvisno, za katero starostno obdobje gre. Generalno je res težko opredeliti, ker moraš, najbolj fajn je, da res otroka že tam v prvi triadi, tako da ga počasi začneš navajati, da pač karata reče, to je to, ne, in ko je pol ure, je pol ure. Mi smo imeli, recimo lani smo imeli tam nekje 15 minut, ampak tudi, to pa res priporočam, čeprav je v teh smernicah napisano, mislim, da je med 6. in 9. letom do največ 1 ure na dan. Ampak jaz bi staršem rekel, ne vsak dan. To je veliko, ja. Samo to je za tiste, ki grejo že čez. To je ta problem. To so te smernice so napisane, da tiste, ki grejo čez, da jih spravijo, ker nekaterim se pa zdi potem to nemogoče doseči nek tak standard. Seveda, tudi primerno, zdaj, če je star 6 let, ne bomo rekli do 1 ure, ampak pri 9 letih bomo rekli do 1 ure. Recimo, ko še tudi dela kaj za šolo ali pa neke vsebine. Mimogrede, prej sem mislil reči tam, da otroci nesejo na ekskurzijo telefon za fotografiranje. Zakaj ne nesejo fotoaparatov v sabo? Saj vi lahko date otroku, pač on bo že poslikal, ne, pa bo lahko normalno. Ok. Ja, ker telefoni so postali fotoaparati, oziroma fotoaparati so postali telefoni. Starši imamo veliko stvari. Ja. No, hočem to reči, pri tem omejevanju teh 13 let in tako naprej, boš potem ga vprašal v petek zvečer, kaj imaš pa to za neko aplikacijo, kaj si to namestil, mislim, kaj, mislim, a ni to omejitev? Ja, saj sem se zlagal. Ja, od zdaj naprej že lažemo, to je normalno, da se lahko lažeš. Zlagal si se, koliko si star. Se pravi, lahko imaš tule ključ in se lahko greš voziti z avtomobilom, ker vse je vseeno, ne, vse se lahko lažemo, ne. Ne razumejo zakaj je teh 13 let, ker pač z nekim namenom je 13 let. In tule starši dajte biti, ker mislim, zavedati se tega, da mi smo v otrokovem življenju, ne zato, da bomo njegovi prijatelji, pa smo super, se imamo, delamo lumparije skupaj, ne, mi smo njihovi starši. Mi rečemo, da sem lahko greš. Ok, jutri boš mogoče lahko šel do sem, ampak danes je do sem, ker sem jaz tako rekel, mi postavljamo omejitve. Koliko moramo biti pa tudi pol mi dosledni pri tej naši uporabi, naših zaslonih, ne vem, izhajam iz tega, da v naši družini recimo noben nima v spalnici telefona, ne, mi dva z možem, ne, tudi otroci, če jih itak nimajo, ampak telefonov in naprav ni v spalnicah, ne. Se pravi, a je to pomembno, da imamo nekako, da smo navajeni cela družina, recimo zvečer, ko se gre spat, telefone odložiti, se jih ima v dnevni sobi in so potem spet na meniju naslednje jutro, naslednje dopoldne. Verjetno ta zgled tudi vleče, ali kako bi rekla. Seveda, starši smo tule, smo vzora, ne. Kar delaš ti, bo delal tvoj otrok, to je dejstvo. In zdaj, če ti priješ iz službe in si potem kar naprej šel v službi, se vidite te male otroke, mislim, tudi moja hčerka, ona tak mali kartonček vzame, reče, imam telefon. In si riše, v bistvu tako mali karton in si nariše iz te kvadratke, gre ona na tipka, in zdaj igram igrico. Mislim, po vzoru starejšega sina, ampak ok. Težko je to, ja, ker smo ves čas vpeti in v službo in potem komunikacija s prijatelji, z družino, znanci in tako naprej. In seveda, najhuje je to, ko se pogovarjaš z otrokom, pa te zmot, pa ti zazvoni telefon ali pa nekaj zacingla in potem zamenjaš telefon za otroka in marsikateri starš potem pozabi, da se je prej pogovarjal z otrokom, ker je tisto tako privlačno, ker ga tako potegne. To je ful težko. Se pravi, imamo tudi mi malo problema, ne? Ne, starši so, mislim, jaz pri sebi vidim tudi, ko se moram prav držati nazaj, prav zavestno, da ko nimaš kaj delati, mislim, če greš zdaj na avtobusno postajo, pa greš gledati, kaj delajo, ok, penzionisti bojo zrli v nebo, če je vreme ali bo rabi dežnik, mladi bojo pa to štrckali po telefonu, ker mi smo več sposobni biti tako. Ja, danes si že čuden, če hodiš okrog ali pa sediš v lokalu, pa okrog gledaš ali pa knjigo bereš, a ne, ni? Da ne delaš se nekaj malega zraven, ker te tek potegne. No in to, kar ste rekli, telefonov ni nikoli v spalnici, v otroški sobi, to je pravilo številka 1. Potem telefonov ni na jedilni mizi, tudi ne. Marsikatero staršev bo rekel, ja, pa zjutraj se moram zbuditi, moram budilko imeti. Z ženo mama že od leta 93, oziroma jaz imam že od leta 93, zdaj sem jo ženi dal tisto budilko. Pip, 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 pip,
isto me bo zbudilo kot telefon za 1000 evrov. In glede, mislim, to je treba ven dati. In vsi telefoni ne se dajo nekam stran. Daleč od otroških. In se tega vsi držimo, ne? Ja, seveda, to je mus. Pa mogoče še kak dan, vsi brez telefona, tak digitalni post. Pa recimo, da bi rekli, ne vem, ob 6 konc telefonov v familiji. Težko. Mislim, težko je, ko še kakega detka, babico pokličemo, ko so v drugem kraju, ampak ja, načeloma ugasnem telefone ob 6 zvečer. Potem bolj pa počasi spat, pa 8. Ok, pogledamo še tretji insert in potem še pokomentirava. Da otroke je treba drugače animirati na drug način, ne? Da bolj, da grejo starši z njimi v naravo, na svež zrak, ne da doma sedijo in to delajo. V glavnem, mi smo proti. Ima 2 uri na dan pravico do telefona in potem na koncu kliče, da če ji podaljšamo lahko za 5 minut, da si navije uro in da vpraša, kaj ima za šolsko nalogo. Rekel, kaj si delala 2 ure? Sem rekel, ne morem mamo najti. In zdaj je kriza. Otroci ne rabijo telefona imeti, posebej, ki hodijo v šolo. Takoj, ko mu date tehniko v roke, je šola tam nekje, da je omejeno, da pametno ga uporabljajo, če je že pameten telefon. Ampak seveda, ne, jaz mu rečem, če si na Viberu, si imenom pa primkom, pa vidim, čez en mesec je tam neki iz vesolja. To je problem, ampak to je tudi vpliv okolja. Nimam kaj. Ja. Moramo jih sam kontrolirati, 24 ur, 25 ur na dan. Jaz, ko gledam za nazaj, ko so mi moji starši, naprimer, pri mojem primeru, so mi zelo pozno pustili telefon, naprimer, in ko gledam za nazaj, se mi zdi mogoče dober, ker sem dejansko vesela za nazaj, da nisem tako hitro začela s tem. Kakšna je bila pa meja, to je pa zdaj spet, no, odvisno od tega, kaj se bo pač v prihodnosti zgodilo, ampak recimo meni je nek 3. razred popolnoma prehiter, no, za neke te pač zaslone oziroma mobitele, naprimer. Ja, meni se tudi zdi, da mora definitivno biti neka omejitev, pa stojim za tem, da se morajo mali otroci, da je pač ta doba, ko je otrok mali, najbolj pomembna za to v bistvu socializacijo, ne vem, vrtci, druženja in da se v tem času največ teh veščin razvije, ki pa bi lahko s preveč, ne vem, telefona ali pa v bistvu pol to tudi vodi za neko zasvojenost otrok in to zaprtost, ne, in se mi zdi, da mora biti definitivno kar velika omejitev, no. Benjamin, a bi rekli torej, da te nove tehnologije pred nas kot starše kar veliko enih novih izzivov postavljajo, da imamo kar veliko dela, no, pravzaprav s tem? Ja, seveda je. Jaz bi mogoče, ja, izziv zagotovo, ampak tudi priložnost, ne, kot pripomoček. Recimo s telefonom se mi pol toliko ne bi videli, recimo z starimi starši, ker so pač v drugih krajih, ne, da se lahko nadaljavo vidiš. Te pozitivne plati telefonov so super, ne, ta povezanost, še posebej v času COVID-a oziroma epidemije, smo bili dobesedno odrezani drug od drugega fizično, ampak preko teh komunikacij smo se super lahko povezali. Drug problem je ta, moram se zavedati, da te platforme, od Mete, se pravi Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber, Googlovi, vsi ti YouTube, TikTok, karkoli pač je že tule, da ti bijajo bitko za našo pozornost. To si moramo zavedati. In da to, da oni zmagajo v tej bitki za pozornost, so pripravljeni iti tudi čez trupla, dobesedno čez trupla. Ker s tem, ko imajo oni pozornost, imajo oglaševalski prostor in potem se ta oglaševalski prostor, ko imaš ti pozornost, lahko ti potem oglaševalcem prodaš. In na tak način oni dejansko živijo od tega, od naše pozornosti. Oni prodajajo nas. Mene zanima kolesarstvo in pač na meni... In to je za njih kapital. In oni recimo služijo s tem, ko njihovi oglaševalci meni poskušajo prodati en števc za bicikl, ali pa nov bicikl, ali pa novo felno, ne vem. No, in ta problem je, da se počasi ne bomo več imeli tiste avtonomne volje, kaj sem si jaz kot iz neke, mogoče svobodne volje, kaj sem si jaz zaželel iz samega sebe,
ali so mi podtaknili, zaradi tega, ker so zvrtali luknjo v mene in rekli, ja, ti pa boš imel to. In dejansko se tepejo za našo pozornost, te platforme in otroka dobiš pa tako hitro, z parimi cak, tuf, je že gar. Kakšno je pol vaše mnenje recimo o influencerjih, o teh ljudeh, ki pravzaprav bi rekla tudi ki je to njihov posel, no? Skratka, nekako tudi prodajanje produktov, oglaševanje, tudi tega je precej na socialnih omrežjih, tudi temu so otroci izpostavljeni, ne? Jo, to je cela znanost v tem. Namreč oglaševalci opažajo, da iz tistega, da je večji dosežek dobijo preko nekih influencerjev, preko tako imenovanega, recimo, če vi uporabljate nek produkt, ga vmes veliko rajše kupu, ko pa če mi oni rečejo, ja, to je pa najboljši produkt, ker so kemiki, neke raziskave. Ne, ker ga gospa Tina uporablja, ga bom jaz tudi uporabljal, ker vem, da sva si podobna. In to influencerji s pridom izkoriščajo. Torej, influencerji kot odrasle osebe, polnoletne, 18-letne, ni problema, dajte. Ko pa imamo mi influencerje, otroke oziroma starše, ki otroke uporabljajo za namene influencerstva, da prodajajo drugim staršem produkte, ki so namenjeni otrokom, pa če tudi gre samo za pašteto ali pa za, ne vem, za neke igračke ali pa za ne vem, karkoli, ali pa neko potovanje ali pa mogoče zavarovanje ali kaj se vem, to je diapazon, je to od nič do milijon različnih produktov, ki jih lahko starši preko otroka plasirajo, tak influencerski ta poslovni model, in seveda potem dobijo neki denarje. To je lahko redna mesečna plača. In marsikateri starši to s pridom uporabljajo. Ampak jaz se sprašujem, če bi moja mama to naredila z mano, ko bi bil star recimo 7-8 let. Ne znam si predstavljati, da bi jaz lahko zdaj nazaj šel pogledati na YouTube moje posnetke, kako sem, ne vem, en kos kruha pa nekaj pojedel, ali pa ne vem, da sem z neko igračko se igral pa razlagal, kako je fajn ta igračka. Ne gre mi skozi, ker otroci se ne morejo sami odločiti in se morajo starši v njihovem imenu odločiti. In mi kot starši smo pa dolžni izvajati to starševsko skrb, da vzpostavimo tako okolje, take razmere, ki so najboljše za celovit razvoj naših otroka. Zdaj, a je to v redu ali ni v redu, ne vem, jaz mislim, da ne. Ker to, da ti na plečih zasebnosti oziroma na plečih otroka ti kuješ nek dobiček oziroma zaslužiš nekaj in na tak način izpostavljaš otroka kot za svojo podobo, imenom in vsem, jaz mislim, da to ni v redu. Pa tudi zakonodajno gledano, meni to sploh ni všeč, in delo na črno in oglaševanje in tako naprej. To je en kup neke zakonodaje, ki na to področje posega in mi sploh ni všeč. In še bolj pa sem navdušen nad nedavnimi sodbami višjega sodišča. V bistvu je šlo za en primer, ko sta se starša, ki sta se razšla, se nista strinjala o tem, koliko otroka izpostavljati nekim TikTok, drugim Instagram omrežjem, in je pač eden od staršev dobil od sodišča to odločitev, da morata vedno se oba strinjati. Če tudi sta ločena, se pravi, ne živita skupaj, ampak ko bomo objavljali o skupnem otroku nekaj na TikToku, se morata oba strinjati. In je potem nasprotni starš je uspel z sodbo na višjem sodišču presekati to. Ne. Sodišče je trdilo, ne morem točno citirati sodbe, ampak otrok izgleda srečen. Je na fotografijah, to je dobro za njega, da se pojavlja, da se uveljavlja. Mislim, to ne gre. Meni to sploh ni všeč. Mislim, ne poznam racije, ki je bila v ozadju sodnika, ki je spisal oziroma ki je tako odločitev dal, ampak jaz se s tem ne bi strinjal. Jaz mislim, da to ni dobro. Influencerstvo za potrebe, se pravi, na plečih otroka, ne, odpade. Zdaj bi vas pa sam za zaključek prosila še za 2-3 stavke. Dajte nam malo položiti na srce staršem, kako se odločati, kje črpati to modrost, da bomo otroke pravilno usmerjali, no, pa da se bomo znali dobro glede tega odločati in nekako pluti v nekih kolikor toliko mirnih vodah, kar se tiče otrok in zaslonov. Ja, pa če imate otroke, se treba z njimi ukvarjati. Lejte, to je to, kar ste njihovi starši. In zdaj ukvarjati se z njimi na tak in drugačen način, se pravi, da jih spremljaš, da skupaj z njimi
delaš, uporabljaš, jih uvajaš v te nove tehnologije, v zaslone. Predvsem to, jasna pravila postavljati, se pravi časovne omejitve, zelo pomembno. Čisto nič nisva govorila o teh vsebinskih omejitvah, se pravi spoštljiv govor. Jaz mojemu sinu kar rekel, veš, ti, ko imaš zdaj možnost, ker zdaj smo malo odprli ta možnost komunikacije z drugimi, ti moraš s telefonom delati dobro. Ti ne smeš, ko boš nekomu nekaj poslal, ti ne smeš nekaj slabega. Mislim, ja, ok, neko kritiko, pa to, ampak spoštljivo kritiko. To je pri malih otrocih to težko, ampak že to je dovolj. Ti moraš delati dobro. Ko bo nekdo prebral tvoje sporočilo, se ne sme slabo počutiti zaradi tega, ker ga boš ti nespoštoval oziroma boš mu nekaj grdega napisal. To sem že v štartu začel z njim. To, če lahko rečem, peglanje tega občutka za drugega, ker mogoče zelo pomemben vidik. Otroci, ko nekaj tipkajo na telefon, se niti ne zavedajo, da je na drugi strani človek. In ko jaz vam nekaj povem, jaz vidim vaše odzive v očeh, kako se odzivate, pa gestikulacija. To okrog 70% mi vi poveste z vašim obrazom, 30% pa z besedami. In otrok, ko pa tipka, pa ne vidi tega obraza, da je nekoga prizadel. In to je treba otroku privzgojiti, ta čut za drugega, ki ga ni tam zraven tebe. Zelo pomembna naloga. Potem pa poiskati vire. Jaz bi predlagal recimo za najmlajše, da greste na spletno stran Safe.si, tam so neke video vsebine. Mi smo ravno zadnjič smo spet pogledali tako imenovane ovčke, recimo skriti prijatelj ali pa bele ovce ali pa maškarada. Tam so ovčke, to so take risanke, kjer imaš enega pastirja, pa njegovega strica, pa en trop ovac pa ovnov, ki pač imajo potem take probleme s telefončki, take vsakodnevne. In se dobesedno te spletne etike lepega vedenja na internetu se učijo. Skozi neke take različne situacije. Recimo, ena ovčka ima skritega prijatelja. Pač se samo ona z njim dopisuje. Pa ena ovčka se je slekla, se je pobrila in poslala fotografijo in so se vsi norca delali ven z nje. Take tipični primeri skozi te živalske like so prikazani. Dajte to pogledati. Mislim, da če vaši otroci gledajo risanke, bo to mogoče malo tečno, mislim, ne bo ravno. Ampak že od malega ven. Pa otroku ne biti vesel, ko je otrok navdušen nad neko super stvar. Po malem. Pa bi priporočal kakorkoli Slovenija 1 z Živ Žavom, to je mislim, uredniško oblikovana vsebine in recimo, če jaz malo tako primerjam te programe z risankami okrog, mislim, ostalo je bolj bogo, švoh, ni mi to všeč. Ne potegne. Tam pa imajo res izbrane stvari, ki pa hitro lahko ugasneš. Oziroma, oni ugasnejo namesto mene. Oni rečejo, od takrat do takrat. Sicer zdaj obstaja na zahtevo s pametnimi televizijami. To je treba biti malo zdaj pazljiv, ker otrok se hitro naučiti z tega z pametnim televizorjem vklapljati in preklapljati, ampak počasi. Ne preveč hiteti. In seveda ta pravila, ko začne uporabljati telefon, potem, ko je recimo starejši, koliko starejši idete sami presoditi, časovne omejitve, pa potem mi kot zgled, to pa res osnova. Ne dajati otroku te informacije, oziroma tega sporočila, telefon je v center naše familije. Ko zazvoni telefon, bomo vsi obstali, ker bomo šli tja. Ne. Bolj pomembno je to, tudi ko vas šef kliče, z otrokom sem se igral, mislim, kam zdaj tebe, če moramo otroka porihtati. Ne gre. Otrok, niti ne otrok, družina, to je ful pomembno. Hvala, da ste nam malo te prioritete razložil. Drage gledalke, dragi gledalci, mislim, da so vam dali kar precej tem za razmišljanje. Gre za res problematiko, ki se nas vseh dotika, tako da verjamem, da ste dobili kakšen nov pogled v to temo. Hvala lepa za ogled. Dajte povšečkati naš kanal, napišite kakšen komentar, bomo veseli vaših odzivov in hvala za vaš ogled. Srečno!